Še 5 milijard davkoplačevalskih evrov za zapiranje nasedlega projekta, za katerega smo že dali 1,5 milijarde. Bodo 200 milijonov evrov na leto, kolikor bo stal ukrep za preprečitev stečaja Teša in premogovnika Velenje, vlada Roberta Goloba res počrpala iz dobičkov državnih energetskih podjetij ali bo na koncu praznila žepe davkoplačevalcev z gostom. September ruši vročina. Dober večer. Primite se za denarnice. Bomo za zapiranje nasedlega projekta Teš in premogovnika Velenje zapravili še 5 davkoplačevalskih milijard. Po včerajšnjem predlogu okoljskega ministra Bojana Kumra bi iz državnega HSE, ki je lani bil skoraj 400 milijonov evrov dobička, na državo prenesli Teš in premogovnik Velenje, ki bi še naprej ogrevala Šaleško dolino. To bi državo stalo do 200 milijonov evrov, dodatnih 286 milijonov pa še poplačilo dolga, ki bo prav tako prenešeno na breme davkoplačevalcev, ki smo Teš 6, ki vse skozi deluje v minusu, do dobra preplačali. Saj spomeni korupcije stal 1,5 milijarde evrov. Pa bo to 200 milijonov evrov na leto, kolikor bo stal ukrep za preprečitev stečaja Teša in premogovnika Velenje, vlada Roberta Goloba res počrpala iz dobičkov državnih energetskih podjetij ali bo na koncu praznila žepe davkoplačevalcev. Z nami je Primož Cirman, ki je že leta 2017 napisal knjigo o ozadju poslov pri projektu Teš in res do podrobnosti pozna ozadje poslov. Gospod Cirman, najprej pa, kaj nas čaka po predlogu ministra za okolje Kumra, da se iz HSE-ja na državo preneseta Teš in premogovnik Velenje in s tem 286 milijonski dolg Teša in letno toplotno ogrevanje Šaleške doline naj bi nastalo do 200 milijonov evrov. Bo to po črto to ali se moramo davkoplačevalci še prijeti za denarnice? Dobro večer. Seveda se bomo še precej let držali za denarnice. To, kar gledamo zdaj, je v bistvu prvo soočenje z resnico. To soočenje pa smo v tej državi odlagali 5, 10, 15 let, že od samega začetka projekta T6, ki je bil zgrajen na lažeh, zavajanjih in manipulacijah. To, kar se je zgodilo zdaj, je v bistvu neke vrste administrativni ukrep, ki bo dejansko spremenil v prvi fazi le to, da zdaj izgube Teša oziroma termodivizije, kot pravijo te skupini skupaj s premogovnikom, ne bo pokrival več holding Slovenske elektrarne, torej z denarjem iz Dravskih elektrarn, torej z dobički te mariborske hčerinske družbe, ampak bo to breme nase prevzela država, ki bo verjetno ta denar potem dobila po uvinku spet iz državnih energetskih podjetij. Zdaj uganka je seveda, kolikšno bo to breme v prihodnjih letih. Neke ocene so, da bo minus premogovnika in elektrarne v naslednjih 5-6 letih znašal okrog 1 milijarde evrov, vendar k temu gre prišteti seveda še vse ostale stroške. Predvsem gre tukaj pričakovati z nestrpnostjo računico, koliko bo stalo zapiranje premogovnikov. Zaenkrat je ocenjeno na 1 milijardo evrov, vendar, kot vidite, pri T6 je glomazen projekt, pri katerem govorimo o 1 milijardi, 2, 3 in to je v bistvu največja rak rana tega projekta, da sega v razsežnosti, ki dejansko načenjajo finančno substanco same države. Ko ste leta 2017 napisali knjigo Nepotešeni o ozadjih nastajanju projekta T6, ste v podnaslovu zapisali naložba stoletja ali rob stoletja. Kaj pravite leta 2024? Zagotovo rob stoletja, v smislu, da je šlo za največjo zablodo slovenske države v 21. stoletju. Namreč šlo je v osnovi za nek projekt, ki je bil namenjen gradnji nekega termoobjekta, termoelektrarne, ki jo je slovenski energetski sistem v določenih gabaritih takrat potreboval. Ampak to se je na neki točki sprevrglo v popolnoma nekontrolirano divjanje same investicije, samih pogodb, popolne nekompetentnosti, tako neznanja kot slabih namenov. Toliko stvari je bilo pri tem projektu narobe, lahko začnemo že s samim načrtovanjem, samim razpisom, samimi konflikti interesov, da so svetovalci ponudnika hkrati delali tudi za elektrarno, potem sama pogajanja v Parizu za tehnološko opremo, ko so bili ljudje iz Teša, eni niso znali angleško, v nekem prostoru, kjer jim niso postregli niti kave, ceno pa je dobavitelj napisal na neko tablo in to je bilo to. Potem zavajanja s ceno premoga, ki so največja rak rana projekta. Skratka, ves čas smo nekako govorili, da gre za delovna mesta rudarjev. V resnici je pa šlo samo za to, da se neka ozek krog ljudi, ki so imeli takrat slovenski energetiki veliko vpliv, nekako s tem projektom izsili dokončno dominanco v slovenski energetiki in s tem tudi v slovenski politiki. In prav slovenska politika je v veliki večini
padla na izpitu v obdobju 2007, nekje do 2012, ko so praktično vse politične stranke, recimo z neko častno izjemo takratnega Zaresa, dejansko stopile v bran tega projekta, ga speljale in je šel čez vse institucije dejansko kot nek buldožer. Dejali ste, v svoji knjigi ste zapisali, da je igro ves čas vodil tako imenovani šaleški lobi. Kdo so bili ti ljudje? Projekt T6 je dejansko rezultat tega notranjega boja za prevlado slovenske energetiko med termolobijem, jedrskim lobijem in hidrolobijem. Termolobij je bil takrat zelo močan zaradi same moči tako dodelanega Teša in nove elektrarne. Vpet je bil v dve veliki slovenski politični stranki in ve se, kdo so bili operativni vodji projekta. To je bil seveda direktor Teša Uroš Rotnik. Nekak ideolog tega projekta je bil pokojni Ivan Atršek. Tu je seveda še nekoč zelo vplivni človek iz Šaleške doline, Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje je bil takrat. Skratka, to so bili neki posamezniki, ki so uspeli dejansko od spodaj navzgor državi usiliti neko investicijo in država pa nikoli ni ne znala, ne hotela dejansko teh dejstev na terenu, ki so jo prehitevala, v bistvu dohiteti. Tako se je zgodilo, tu govorimo o neki, uporabljamo izraz pograbitev države in dejansko je to šlo za to, kajti videli smo, da država je še danes ugrabljena, še danes ta projekt dejansko obvladuje država, pa teh ljudi že zdavnaj ni več na teh položajih, zamenjali so se garniture, vodstvo, zamenjali so se vlade, ampak javno-finančne posledice tega projekta bodo ostale, kot rečeno, tako zaradi neznanja, nekompetence, kot predvsem tudi zaradi slabih namenov, ki so bili povezani s tem projektom. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam. 7,7 milijonski nakup sodne stavbe, 6,5. Elektrarna Šoštanj bi lahko brez pomoči države že prihodnje leto končala v stečaju. Kdo so odgovorni za naložbo, ki je državo stala 1,4 milijarde evrov in ki se bliža koncu že po slabih 10 letih? Naš glasbeno-novinarski kolega Primož Cirman. Dober večer. Tudi nocoj bomo govorili o težavah termoelektrarne Šoštanj, ki bi lahko brez pomoči države že prihodnje leto končala v stečaju. Okoljski minister Bojan Kumer je sinoči v naši oddaji natančneje povedal, kako bo država z intervencijskim zakonom pomagala Tešu, predvsem pa zagotovila nemoteno ogrevanje gospodinjstev in gospodarstva v Šaleški dolini. Tam je bila danes tudi naša ekipa. V Šaleško dolino sicer prihajajo zagotovila, da vsa delovna mesta, tako v premogovniku kot termoelektrarni, ostajajo. So pa v dolini zaskrbljeni, kajti menijo, da ukinjanje edinega domačega energetskega vira v teh časih ostaja neodgovorno dejanje. Vojno imamo v neposredni bližini, ne samo eno, dve. Imamo suše, hidroelektrarne ne proizvajajo, sončne elektrarne zaradi velike vročine ne dajo maksimalnega učinka. Mi pa zapiramo edini domač energetski vir. V sindikatu so nezadovoljni, ker ustrezna zakona še nista na mizi. Ostajajo skrbi za delovna mesta. Tudi po morebitnem sprejemu tega interventnega zakona, ki bi nekako omogočil nek prehod do sprejema zakona o postopnem zapiranju, pa potem nekako predvidevamo pravičen prehod z nekim odlivom naravnim. Res, da je zaradi slabe finančne situacije Teša in premogovnika pod vprašajem ogrevanje doline, a ključni problem to ni, razmišlja velenjski župan. Pogledate finančne kazalce oziroma poslovanje, potem vidite, da lahko Mati proizvede več 100 milijonov dobička, na drugi strani pa odvisna družba ustvari izgubo. Meni osebno seveda to v neki normalni državi ali pa normalnem sistemu ni domače. Najslabše, kar je negotovost, katera je velika v naši dolini in seveda posledice vemo, kakšne so. Tako v Šoštanju, kjer Teš zaposluje 300 ljudi, a njihova usoda je v rokah HSE. Odziv vodstva premogovnika o odločitvi za izločitev iz skupine HSE pa pisno. Zmanjševali bomo postopno proizvodnjo premoga. Ta bo na enem odkopu in bo skoncentrirana na jamo Preloge, medtem ko bomo v jami Pesje sočasno začeli z zapiranjem jamskih objektov. Za več pojasnil pa bo očitno več časa v prihodnje, saj kljub sprejemom interventnega zakona še vedno ostaja zaveza za osnovna dva, o zapiranju premogovnika ter pravičnem prehodu.
No in na naši povezavi je novinarski kolega Primož Cirman, tudi avtor knjige Nepotešeni, o naložbi 6. blok Teša ter o finančnih, okoljskih in političnih posledicah. Dober večer v Celje. Primož, država bo reševala predvsem socialni vidik težav, ta hitne, o katerih je zdaj Teš, se pravi zaposlitve, ogrevanje Šaleške doline. Ali na podlagi podatkov lahko sklepamo, da vlada s tem v bistvu kupuje čas in je predčasno zaprtje Teša in premogovnika, torej pred letom 2030, ne, kot je dogovorjeno, da je to že dejstvo? Ne, mislim, da je bilo kupovanje časa ravno to, čemu smo bili priča v zadnjih 10 letih, torej odlaganje neke odločitve, kaj bomo počeli s termoelektrarno Šoštanj in premogovnikom Velenjem v luči tako sprememb na mednarodnih trgih električne energije, kot tudi v luči nasedle naložbe v T6, ki je pravzaprav poglavitni krivec za težave, ki jih imamo danes. Tu bi rekel, da je glavna težava bila narejena v tem, da v zadnjih 10 letih ni bilo v Šaleški dolini narejena neka nova enota, ki bi omogočila ogrevanje doline in s tem nekako olajšala reševanje tega vprašanja, ki se ne bi reševalo na plečih 35.000 ljudi. V vsakem primeru pa mislim, da je to, kar se dogaja zdaj, edina možnost za nekako finančno sanacijo termodivizije, kajti HSE s prihodnjim letom ne sme več odkupovati cene električne energije po cenah, ki so višje od tržnih, ker bi šlo za državno pomoč. Torej dejansko gre za prenos termodivizije iz enega državnega žaklja v drug državni žakelj. No, T6 je torej največji energetski projekt v samostojni Sloveniji, sesul se je koliko? V bistvu 10 letih. Kako se je takšna investicija sploh lahko zgodila, ker so bila opozorila zelo glasna že takrat? Preprosto, če imate 4 temelje hiše, ki so vsi slabo uliti ali majavi, je jasno, da se bo hiša prej ali slej zrušila. To je bilo logično že 2010-2011, ko je postalo jasno, da so vse projekcije, tako glede cen premoga, kurilne vrednosti, pa glede podatkov iz pogodbe z dobaviteljem opreme Alstom, ki je šla praktično močno na roke temu dobavitelju, ki je obvladoval to investicijo. Jasno je bilo, da se bo to podalo kot neka hišica iz kart in takrat smo bili priča kupovanja časa in lažnim obljubam, da gre za delovna mesta v Šaleški dolini. V resnici pa nikoli ni šlo za to. V resnici je šlo samo za neko kaprico ljudi, ki so imeli zelo slabe namene in so želeli prek tega projekta nekako doseči dominanco v energetiki in prek politike tudi v državi. To se zdaj ni uresničilo in to bomo plačevali še vrsto let. No, ampak za to nasedlo investicijo v resnici nihče še ni odgovarjal, v bistvu ne kazensko, ne politično. Sicer procesi tečejo, ampak v bistvu večinoma še niso končani. Zakaj se po tvojem mnenju tako zatika oziroma zakaj traja toliko časa? Veste, ko imate investicijo vredno toliko milijard, ko je praktično celotna slovenska politika z res redkimi izjemami nekako posvoji, jo vodi dalje kot buldožer, potem je jasno, da tudi državne institucije niso bile sposobne sprocesirati te investicije. Lahko rečemo, da se je med teh 1,4 milijarde evrov, ki se bo zdaj spremenilo v 3, 4, 5 milijard, zataknilo v grlo. Mi smo sicer priča sojenju, na katerem so po 15 let po začetku projekta oziroma umestitvi projekta je tam 10 ali 12 obdolženih, ki so operativno sodelovali v projektu, vendar nikoli nismo v državi zares razčistili politične odgovornosti. Tolikokrat se sprašujemo, kdo je bil kdaj, kje, leta 1991, nihče pa se v teh 2 dneh ni vprašal, kje je pa bil kdo leta 2008, 2009, 2010, ko so se trasirali temelji tega projekta, ki nas bo stal še milijarde in desetletij glavobola. No, glede na to, da gre za milijarde, se bomo to zagotovo še spraševali, ne? Še vprašanje, civilna družba svari, da bi se s tem drugim blokom nuklearke lahko ponovil Teš. So ti strahovi po tvojem mnenju upravičeni? Oziroma, kaj bi bilo treba storiti, da se prepreči, da bi se ponovil Teš? Seveda treba potegniti določene nauke. Moram reči, da recimo pri drugem tiru Divača-Koper so bili nekateri nauki naučeni in se nekatere napake niso ponovile. Tu predvsem mislim na civilni nadzor projekta, ki se je izkazal zelo dober. Javnost je bila nekako bolj pozorna in čeprav je imel projekt drugi tir tudi zasnove, da bi se lahko spremenil T6, se danes, kot vidimo, ni. Pri novi jedrski elektrarni bo vse odvisno od tega,
kako se bo ta projekt pripravljal od začetka, ali bo usiljen od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor, ali bodo procesi transparentni, ali bo jasno, kaj se želi doseči. Nikakor ne mislim, da Slovenija ni sposobna izpeljati neke velike investicije, vendar pa dejstvo je, da nas je T6 naučil toliko stvari, da enostavno moramo dokazati, da smo država, da imamo institucije, ki so sposobne tudi sprocesirati nepravilnosti in te nauke potegniti tudi za naprej. Sploh, ker je bila šola tako draga. Ključen pa je nadzor javnosti. Tako. Najlepša hvala za sodelovanje na nocojšnji oddaji. Primož Cirman, Lahko noči Celje. Hvala vam. Računsko sodišče je